A smo volili, ne? A smo? Ja. A je že ta cajt, ali kaj? Ja, pa maraton je bil. Madonna. Čestitke vsem, ki ste dela to, halo. Dela. Ja, čestitke vsem, ki ste prelaufali. Ja, predvsem unim, ki ste maraton prelaufali. Maraton je, pa pol razdalja. Pa uni ostali teki, ki so v sklopu prireditve Ljubljanski maraton. Tako. Ja, mislim Ljubljanski maraton. Ali v live smo, zdaj treba jeti. Kam zdaj greš? Ali je pozabil nekje zapiske? Ne, telefon išče. Sej, a te pokličem. A imaš v žepu zgadal? Imaš find my, nimaš find my, ne, si to veš. V žepu zga predal, ni zgadal. V avtu je. Ne, čestitke vsem, tudi ne. Novo, zdaj to kcajte govorili, da ali iz avta pride. Ampak čestitke pa vsem, ja. Valjda, tako, vsi, ki ste šli laufat svaka čas, bravo. Ne, absolutno, ja. To je to. Neodgovornost. To gre sam nar, pa štrom, pa to mlik zdaj smo govorili. Ja, v elektriki pa to. V elektriki pa to. Stari, to gre. Drago. Če so tako naprej, bomo mogli na te ročne bicikle sami poganjati, da bomo lahko jaz sem, kaj, bomo imeli v živo, ali kaj? Ja. A veš, da sploh nimamo, ne, ampak v ponedeljku ob 6, ne, imamo mi v živo. Aha. A veš, kje v Zvezda parku, ali na kongresu, ali kje? Da se kar postavimo, pa začnemo snimati. Ja, lej, to v skladu s temi okoljevarstvenimi. Jaz sem kaj boš pa poganjal neki zraven. Ne, neč nam poganjal. Ja. Vsi oni, ki nas poslušajo, ne pridejo. Ne? Tako, čist brez, tam smo. Kaj pa uni v Kungoti, pa če se že vrnemo na prejšnjo epizodo, uni na Babnem polju. Vsi zaslužijo, da nas slišijo. Še enkrat se upravičujemo, res je bil spodrs, dobro da ne šlo. Mislim, dobro smo falili, ampak smo se tudi nekaj naučili. Tako. Zdaj vem, da konji pa so gor. Ja, pa tudi nismo bili velikrat na Babnem polju, tako da to naslednjič. Zdaj si ga malo bližji. Ankolše. Tudi jaz še ne bi vedel, vsaj približen, kjer smer se pelem. Najbližji sem se pelil mem starega trga priložil, najbližji Babnega polja. Jaz mislim, da sem bil pri starem trgu priložil. Tam, zdaj se v redu, zdaj te je parjel. To je še boljš. Ni mi dober tole. Kaj? Tole. Ja, asistent še zmer ne dela. Ne. Mislim, drug per prnesem. Ni dubu. Nima pera, to je vse narobe. Zdaj pa si motor v jamci. Zdaj pa si. Deklevc bi rekel, deklevc bi zadovoljen zdaj z jamcem. No, tako. Če pa deklevc zadovoljen, pa sploh. A čemo pustiti Babno polje za nami, čeprav vse poslušalke in poslušalce še posebej pozdravljamo. Jaz mislim, da ker se bomo zmotili, pa za prvačno bomo pa prvačno omenili. Ne, se po mojem imamo samo malo nam je narodno. Pa pol probamo neke šale z tega ven. Nekaj nam je res nam je narodno. Ne malo, ker dajmo maskirati našo narodnost s šalami, ne? Ja, to bo res dobro, ne? Ben ne opazil, a ne? Ja. Dajmo raj, dame in gospodje, avizo! Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju, sploh vsem in tudi enem poglavju štoparskega vodika po galaksiji. Zapored, vsak teden, ne? Tako. To bi lahko enkrat omenili po 126 epizodah. 100 in nekaj epizodah. Ja. Vsak teden v vašem nabiralniku. Tako. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Ja, naročite se na naš podcast v vašem najljubšem predvajalniku podcastov. Kako vam povemo na hvalazavseribe.si. No, pejmo mi zdaj nazaj malo. Nazaj. Vrnite v preteklost. Ja, Babno polje je bil. To pa ne moreš pozabiti. To nam res ni bilo ponos, ampak napustimo, no bilo je še kaj drugega. No.
Se nam še mrske družbeni v ponos, samo moraj zase obdržati. Kakšne šale so bolj neizrečene, ne? Ali so pa bile, pa so tudi čarobno zginile. Tudi se je zgodilo, ja. Recimo danes ena, pa še začeli nismo. V glavnem, v prejšnji epizodi... Politična korektnost ustane zunaj, ki gremo, ne, oziroma politična korektnost gre z nami, ne? Noter v studio. Včasih. Ponovadi, ja, ni pa nujno. Ne bi rekel, da skos. Ja, ampak je, na trenutek, ja. Daj nam rata. V glavnem, prejšnjo epizodo je Artur še enkrat srečal Roba McKenna. A bi mogli mi cenzorja zaposliti? Da bil s tem budžetom, sanjamo o asistentu, pa v redaktorju, pa vseh teh stvarih. Pa je na rdečem gumu. Ja. Čeprav sem to fancy bi pa bilo. A ne da? Ja. Ne, se mogoče bi nam ga kakšna stranka za ston dala. Sej to, a veš, če se zmenimo s ta pravo stranko, ne, če se moraš upisati vajna pol, jaz ne maram cenzorja. A ne, se cenzorja ti dajo valjda džabe. A misliš, da je po moje, če hočeš koristiti vse usluge, ne, storitve. A vidiš, da bo Branko, pip. A veš, ne bi zlati gum. A veš kaj, imam idejo. Pirkovič, slej, ka prej bo pač ne bo več na televiziji, ker ne usoda pač taka je. Ja. Samo on nima rdečega gumba. Ne, mi ga pa vamo, gumb kupimo mi, samo on ne pride, pa da v tapku tam ne. Ne ve on, kdaj pritisne. Ne ve. Ne. Res ne ve. O, bogi, Pirko. Ja, če pa kaj ne ve, pa ne ve, kdaj pritisne na knop. Ne, se boš prav, se boš prav. To mu ne gre, ni tehničen tip, tehničen tip, to je dejstvo. Pa je šla politična korektnost čez vrata. Edijo, bo dobro se večal. Oš kažem per za sabo. Lahko vzameš, ja, imamo ful. Nismo pluralni. Ne, se lahko tudi, ker so druge stranke, veš, pustimo. Ko mu reklamo delo, pa ne bi. Točno to. Čeprav slaba reklama je tudi reklama, tako da zdaj smo že... V glavnem, Rob McKenna smo še enkrat srečali in še zmer tavamo temi, kaj je mislil s tem, ker je rekel, da bo enemu povedal za svoj dnevnik. Mislim, ampak dober, pustimo. Še zmer je Bog držal, ne? Še zmer je Bog držal, ja. In še zmer naliva, kjer on je. Tako. A pa misliš, da ga zanima v bistvu? Da njegovo veliko nesreča. Jaz še zmer pravim, da bi on mogel to unovčiti nekako, veš. Ja, ne more, ne. Se ne ve, da je on to. Kaj dešči, ali kaj? Stari, če si Bog držal, imaš lahko vsak dan svoj podcast. Živo, jutro, Bruselj, dež številka 24. Ampak veš, on bi šel lahko je, ker ni dežja, ne bi šel. Ja, pa ne more jeti, če gre z njim. Ja, sej, a veš, bi šel na najbolj dolgočasen dnevnik. Ne deževne kraje, a veš, bi šel, ne vem, neki je 364 je na Kreto, sej, ampak en dan je rezerviran za bogat sej, ampak veš, a si predstavljaš, koliko bi ljudi veseli, vrtičkari pa vsi ostali, on pride, kaj bum, daš, evo, vse cveti. Sahara, če on nekaj časa tam je... To je pa res. A veš, take stvari se misli, ne? Navodnjaval bi on za... Da gre na dopust. Tako. Ja. Sam je bo, ko bo tam on bo še zmer srečen, tako, ker sem jaz. Svet puščave bo pa edini plac, kjer bo stal, bo tam, kjer bo me on šotor, vse ostalo bo pa, ne. On bo še zmer nesrečen, ampak bi pa prenesel na veselje vsem ostalim okoli, ne. Ja, hvala. Mislim, bi mogel biti tako, on bi mogel biti na 14 dni, bi mogel biti nekje, pa se premakniti pa za pol kilometra. Tako. In bi pač kar naenkrat, veš, uzelenil, ne. Ja, mislim. Ozelenevalec. Puščal v bistvu. Tako, mislim, hec je, on tega ne ve, ne. Mislim, on sam misli, da bi šel on v Death Valley, pa bi bila kar nekaj zelena. Ja? Čez 4 leta, ko bi ven prišel v Las Vegas. To bi bil naslednja Amazonija, če bi on bil tam. Ja, sam res. Ja, a veš, tu sem jaz včasih razmišljal, da bi ponudil svoje usluge za kakšne investicije, ne? Kot? Ja, da greš proti meni, veš. Tisto, kar sem si jaz zamislil, ti glih kontra narediš, pa te bo zihar ratal, zato ka meni vem, da ne bo. A veš, recimo, ne vem, to je tako, ne vem, CNBC ima tega Jima Cramerja. Ja, no. Ja. Ba je prav obstaja profil, ki stav proti njemu, se pravi, tisto, kar on ne reče, da bo, ne, se pravi, če on ne reče, da zdaj smo... Ste pa investiri.
zdaj pa investiraj, zdaj pa čas, ne, takrat mu prodaj vse takoj. Aha. Okay, in ima uspeh? Ja, ima uspeh, ja. Zanimivo je, da on je še zmer, mislim, da je on še zmer tako uspešen. Ja, se veš, kako te, ki so mainstream ponavadi, lahko govorijo glih krčijo, ne? Ampak tem pač noben ne preverja nekih rezultatov. Ja. Uporaba kratice MSM z dodatkom mediji je res brezvezna, ker mediji ima že v kratici. Tako, ne, a veš, ljudje se morajo naučiti pravilno uporabljati. Ja. Puj MSM, brez mediji. A veš, ne? Ja. Okay. No, to je bil pa kotiček, ki ste se nekaj naučili zdaj. Ja, enkrat na 42 epizod, kaj rata. Ja. Čeprav ne, v prejšnjem tednu smo se vsi naučili, da babno polje, ne, da je na Notranjskem, tako da pojmo mi zdaj raje en kvarnik užgati pa pogledati. S kuharskimi nasveti slučajno kaj postregala. Čak, to moram imeti pa najprej na kuharski tečaj. Tako da če, ne rabiš. Kako to misliš? Ja, zato, ker nimamo pojma o geografiji, se tudi v kuhanju ne rabiš imeti pojma pizda, da lahko kuharske nasvete. To misliš, ja. Okay, ja, to pa lahko, ja. Na 220, sam ne vem česa. Tako da bolj da rečemo kvarnik. Ja. Plin, nima tega, sorry. Ne, pa zdaj se... Ja, zdaj so se smeli, zdaj vse je v redu. Zdaj še v redu. A smo že rekli, da je to kvarnik? Smo. Ja, ker poglavje je pa ena velika žalost in obup. Ja, Artur res ni srečen. Ja, ni. Naj spomnimo, Artur ni srečen, ker je tak bakses, da je izgubil listek, kjer je bila napisana telefonska številka od edine predstavnice nasprotnega spola, ki je pokazala malo več zanimanja k Frnikola, ki gre mem njega. Ki se otroci igrajo. Še Triljan, ki je bila poslednja njegove vrste, ne, je raj imela unga 3 rokatega in 2-glavatega modela. Triljan bi tudi kakšno uro lahko na kavču preživela. Mislim, da je imela ona tudi neke... Ja, je bil všeč, je bil simpatičen. Zdaj pač je bil tudi bog groma, tudi zraven, ampak ajde, ne. Ampak so zgleda... Take alfa salce malo naradi. Artur ni bil z tega testa. Veš, Artur je bil un, ki bi metulje za njo lovil, ne vem kaj, pa vse živo. Ni ona palila na to. Ne. Čeprav je bil simpatičen. Ne, si bil lušen, veš, si bil tak za med. Za prijatla. Za med je bil tak medvedek. Ne smo. Friendzonala ga. Čizge friendzonala. Tako. V štartu, ja. Mislim, še pred štartom v resnici, že na uni žurki. Si mogoče tam še lahko kaj rugovilo, ne? Ampak lej, kaj zaphod no doletu. Kaj zaphod ta drugo glavo pokazal. Sliš totalno narobe. V tem kontekstu je čist prav. Čeprav mogoče narobe, ampak zaphod ima 2 glavi. Tako. Rečemo iz zaphoda pa zajfot. No, v glavnem, pustimo. Artur je žalosten in obupan in pol ugotovi, da mora najti si en cilj v življenju, ne? In da mora nekaj početi in se ne spomne nič bolj pametnega, da bi ugotovil, kje je bila njegova prazgodovinska vozlina nekje v Islingtonu. Ja, lej, imel je... Samo že zanimiv cilj, ne? Mislim, mene zanima, ali je to še zmeraj v tem času, ko on še čaka, da ptički začnejo peti, pa gre nazaj v službo, ker to je ful cool v bistvu, če imaš tako službo. A veš, tako da si lahko vzameš še več tednov. Poleg tega, da te itak prej že ni bilo. Pol leta, ja. Mislim, ja. Zdaj pa še malo počaka. Ne, zima je bila, to smo ugotovili, da je bila zima in šefo je rekel, da do spomlad pridem. Ja, na pomlad pridem enkrat. Tale. RTV je BBC, vsi so isti. So ti isti. Pa smo uravnotežali, ne? Prisesani na davkoplačevalce. Pirkovič, veš, da tudi... Naš si. Tudi tvoje točemo. Mislim, une, ta druga. Ok, ja, v glavnem. Ja, no, ampak, a veš, ja... Ne, samo morsko sune, če hočeš, da je uravnoteženo. Ja, tako. Ga ne moreš zmagati. Life ne moreš zmagati, to je že Marvin rekel.
Se res, kje bogi reš, kje pa je Marvin, sploh ga nič še ni bilo, mislim, že dolgo nič ni bilo. Marvina še nismo srečali zadnje čase. V četrti knjigi je sploh še bil. Ne. Bogi reš. Ampak je. Pride. Tole je kvarnik, ker smo ga povedali že v bistvu nič te epizodi. Tako da, če ste... veliko poslušalcev je tudi novih, tako da živijo ta novi poslušalci in poslušalke. Ja, živijo. Tako da oni se še spomnijo, kaj smo povedali nič te epizodi mogoče, ker jaz se spomnim samo to, da... Vem, da je bila. Da smo rekli, da Marvin je, ker so šli pogledat te črke. Tako da zdaj pa nehimo. Ne preveč, ne, gremo naprej. Pejmo skrajno ušivi votlini. Tako, ja. Zanimiv cilj, tak malo, kako bi rekel, utopičen, kako za Boga najdeš eno votlino izpred, koliko milijonov let je rekel Ford. Cirka 10, sam ni noben zihar. Ja, pač tam okrog ene parnes milijonov let. Ford je bil bolj za zabave, pa zadil je 40. Nikoli ni bil neki posebno točen človek, da bi tako rekel. Tudi ne. Koliko cajta je na zemlji bil, hotel je biti 3 mesece, bil je 10 let. Ne mu ni za zaupati pri teh stvarih. Ampak v glavnem Artur je ugotovil, da najboljš se lotiti zadeve tako, da si kupiš računalnik. Ne? Pametno. V tistih časih je kar dobro razmišljal. Je tole bilo, kako je on rekel. Kot je Artur napisal, da v bistvu moraš imeti resen namen in potrebo, da zapraviš kup cvenka za nekaj, kar bi ljudje mislili, da je sam igrača. Ja. Ja, ko v bistvu smo vsi mislili, da je to sam igrača. Jaz sem takrat mislil, da je to igrač. Takrat, ko so bili ta prvi Apple, je bilo to. To je bilo kjerga leta? 84. Še predtem. Jaz sem dobil 82 mojega spektruma. Mislim, da Lisa 76 prišla. Ja. To je bila igrača. Lisa je 76 prišla ven, se mi zdi. Od Apple, ja. Mislim, Spektrum je pa bil, ja. Za igrce, ja. Z Bogom in hvala za serijo pa 84, tako da ali je bil spet na knap, pa je, da ne, ali pa mislil nekaj... Ni bila še to neka razširjena zadeva, ne? Ja, vem, če je bil ta prvi Mac, takrat je bil kar hype, no. Ja, takrat je bil... So imeli reklamo z Orwellom, pa to. Tako je, takrat je bilo, ja. Takrat so sirijska, tale kibernetska oglaševalski oddelek je kar dober delal. Ja, ti si bila ena izmed legendarnih reklam. Tako je. Takrat je bil prvi Apple Push, ki so bili vsi. Ampak niso bili to še namenjeni za neko strašno rabo. Ne. To ga je imel vsak 100 doma mogoče, ali pa bolj vsak 1000. Tako ti rekel, kup cvenka je bil, no? Ja, v glavnem, ja. Še posebej Apple. Nekatere stvari se pa pač ne spreminjajo. Ne? Tako. Zdaj so že tudi druge naprave, kup cvenka. Če smo pri telefonih, teh žepnih računalnikih, je tudi Samsung kup cvenka. Ja. Ali pa Xiaomi. Xiaomi, ja. V času se sam Zepla norca dela. Ja, zdaj so pa že skoraj vsi kup cvenka. Isto je. Se veš, kaj bi ona zebancija, ki je bila, ki si skupil novega Apple, pa si ga dal v zadnji žep, pa se sosedu, pa je krc naredil, pa si rekel, da upam, da je krptenica. Zdaj imaš pa isto težavo, imaš tako, kot si rekel, pri Samsungu, ker zdaj gledamo ono reklamo, veš, ki ga maček dol pa ne vem, če ki se vse nekaj odpira, pa to, če bi dobro prenesel ta padec iz mize na tla. Ne vem, če bi se mački še kaj not gledali. Vprašanje je. No, pa še, veš, res ni pocen špas, da so tako... Ampak pustimo, pojmo nazaj na nepocen špas, ki si ga je Artur mislil. Samo on je imel resno nalogo, ne? On si je zadal. In se je lotil. In je tudi prodajalcu razložil, da bi rad nekaj resnega naredil s tem kompjuterjem. Pa ga je sicer vprašal, da če ima kaj znanja, pa je rekel, da ne. Čeprav si je mislil nekaj drugega, ampak je pomislil na Marvina. On je bil en prvih hekerjev na svetu.
ker je toliko shekal unega bozga Edija, da je izmrzel, razumeš? Ja? Se je bil na zlatem srcu Edija. Ja. Edija in... Kaj je šel čaj delati. Ja. Apple ga sicer ne zna. Ja. Danes ne. Ja. Edi pa, ampak ne čist. Lahko si sam reminder naštimaš, da ti pove, kdaj bo fertik. Da si čaj skuhaj. lahko si skuhaj, ali pa da Siri vprašaš, da mi povej mi čez 3 minute, da dam vrečko ven, ali pa 5, ali pa kjerkoli čaj že pač kuhaš. Pa to skuhati ga pa še vse ne bo. Ja, pa se pa spomnil še na globoko misel. Zanimivo pa, da se ni spomnil na planet Zemljo, ki je tretji in vemo najmogočnejši računalnik. Jaz sem, da se je spet izognil tistim jopcam, pa tisk, ki smo že razlagali. Tega prodajalcu rajš ni omenil. Se je zadržal, je rekel, pustimo stati tole, kot bi rekel Mlakar. Ne znam. Ne znam. Ne vem, pa je prodajalci mislil, da tole bo pa še hec. To bo pa še hec, No, najbrž si je kaj drugega mislil, ampak v knjigo je šlo, to bo pa še hec. No, ampak je ker po spominu se spomnil zvezdja, pa jih je risal, pa noter dajal, pa vse. Programe naložil, tako. astronomske, ne. Tako ni bil to, prav se resno loto zadeve. Čeprav pol je ugotovil, da je v bistvu, da se ni spomnil čist prav dober, čeprav je 5 let bil na prazgodovinski zemlji, ampak če vedel, da si mora kaj... Človek tam pri nas, ko se jaz vozim, so podarili eno bajto. Ja. Jaz si je ne moram v spomin priklicati, kakšna je dejansko bila. Na Google Maps pogledati. Ravno je. In zdaj, kakšna je res gledala. Zelena, rumena, pa veš, da je bila, ne? Vem, da je bila. Vse mi je jasen, ampak da bi jo pa zdaj le znal narisati, pa ne znam. Ja, ker ni bilo nekaj, kar je bilo pomembno. Tako, če bi v drugem razredu učiteljica rekla, tole bajto si zapomnite, da boste narisali. Bi jo pa še danes verjetno vedel. Prav noro bi sem, tako pomislil. Nekaj imaš. V backlogu imaš nekaj. Vem, sam toliko let se voziš tam mema, veš. Da je tako, ni pomembno, to se nekam nalaga. Skratka, in... pol je pa naredil model, ne. Tako. Model, metodo. Ne. Metodo je naredil, ne. In v bistvu je nametal neke parametre v kompjuter, pa upal, da bo delal, čeprav je sumil, da bo, če kako že piše, da bo vesel, če bo zadev ta pravo galaksijo. Ja. Ne. Ampak ne, da se bo vse en lotil in da bo najdel končni odgovor in da to je to. Tako in bo najdel tisto votlino pač. In zam bo to ta pravi odgovor, pa karkoli bo. Ne. Ja, in mu je ratal nekaj dobiti. Bil je naslov v Islingtonu v Londonu in je šel modelke in je... Pozvonil. In glas je rekel, sem mislil, da boš malo prej poklical ali kva. Ne. Kaj je imel ta človek? Več sreče, ka pamet. Več srečnega pamet. Je naredil model. Naredil je model. Metoda res je bil model. Metoda se je izkazala za res dobro. Bila je Fenchurch, ne? Bila je Fenchurch in rekla je, lahko vstopiš samo za nekaj minut, ravno se odpravljam ven. In počin običajnik. Moraš še kaj reči. Ne, to je to. Zdaj je to. Za današnji je to. Mislim, zanimiv. Zegen ima totalen. Čist. Pa tudi moramo priznati čestitke avtorju, kako se je lotil. A veš, kako bi drugače, ko veš, da se ne morate nikakor srečati, ker smo ti rekel, ne vem, koliko ima London milijonov prebivalcev, par epizod nazaj smo glih o tem se pogovarjali. Ja. Ni ene šanse, da jo najdeš, tudi v zgodbi ne. Ampak, če imaš pa lep poglavje o tem, kako iščeš svojo prazgodovinsko votlino, ampak, a veš, vprašanje je, a je on vedel za Fenchurch že v prejšnji knjigi, kaj je bil Artur v votlini, ali si je sam sposodil, da se referira za nazaj. Zdaj jaz bi rekel, da si malo sposodil in ne. Ne, ampak mu je uspel. Uspel je imeti. Kako je izpeljal to, ne? Se to hoče reči, da je vrhunsko izpeljal. Vrhunsko izpeljal. Zato je lušen brati to knjigo, ko včasih je tako presenetljivo, da ne. Bolj kot življenje.
Ne. To ne. Ne, življenje je zmeraj bolj presenetljivo. Skoraj tok. Skoraj tok. Ne, nanese. Tako da, kaj ćemo reči? A smo že ali kaj? Ja, to je to. Kaj, konc? Ja, pa hvala lepa vsem, ki nas podpirate, poslušate, ker ste z nami prišli do konca te epizode, v kateri je Artur najdu Fenčer. Z metodo. Mm. Ja. No, z nami lahko o tem in o drugih stvareh debatirate na Discordu. Najdete nas na Opravicujemo se poševnica Discord. Na družabnih omrežjih smo pa tudi povsod afna Opravicujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Prejšnji teden je bila malo boljša, ker je bila malo daljša. Ja. A pauzica. Ja. Moram malo paziti na pauzice. Danes se hitev pije. Danes je bil hiter. Sem mislil, da boš pa spustil, da ga boš... Ja. Da bom ta dolg leta, veš. Naslednji teden. Ole Gunnar Fidžestel. Ole Gunnar. Naslednji teden pa res. Dobar, narejen. Dobar je. Ajde. Čau. Čau. Pa sem prav počakal, hvala Bogu.